Vam se zdi to realen cilj povečanja, recimo v enem mandatu, če se sprejmejo vse te spremembe, je realno, da se poveča za 15%? To je realno in nujno. To je nujna zadeva. To je strateško vprašanje za to državo. In tu preprosto ni odstopanja. Ni odstopanja. In vam povem, da bomo skratka na tem področju zelo brezkompromisni. To si ta država ne more dovoliti, da si hrano pridelamo samo za zajtrk, za kosilo pa za večerjo pa smo lačni. Pa čakajte malo, to ne gre. Resnično ne gre. In v časih, v katere drvimo, kjer ne vemo, kakšna bo prihodnost, govorim ne o slovenski prihodnosti, ampak globalno gledano, je odgovornost nas politikov, da ustvarimo pogoje, da bomo si sami znali pridelati dovolj hrane. In tu ne more biti vprašanje, ali je to realno ali ni realno. Moramo to narediti. Če jaz lahko nekaj dodam, mora pa seveda k temu cilju, dvigovanju te samooskrbe, tudi napraviti nekaj kmetijska politika, se pravi ta skupna kmetijska politika, ki se zdaj pripravlja in bo se pravi točno po tem mandatu, zdaj so samo zakonodajni predlogi Evropske komisije in ta skupna kmetijska politika se pravi mora iti v tisto smer, da bo denar dobil tist, se jaz včasih malo v hecu povem, ki je nivo zaoral, bika na krmu, pa kravo po molzu, ne pa da grejo kar te ukrepi kmetijske politike na poprek, po hektarjev, ki sploh ni pomembno, ali se tam kaj zraste, ali je tukaj še posledično kaj, se pravi, če to travini, ali bo to tisto travo požrla krava, bik, ali bo enostavno ostalo tam kar na sami površini. Tukaj je zelo pomembno, bo potrebno iti od izdelka, od predelka do predelka. In recimo ravno to najbolj kritično področje zelenjadarstva ocenjujemo, da s takšnimi ukrepi, kot sem tu, ker spodbudimo samooskrbo, tako da začne tudi vsak o sebi razmišljati in si bo predelal najboljšo in najbližje predelno hrano na svojem vrtu, lahko marsikaj naredimo. Tu ni za podcenjevati tega potencijala, ker je, če se naredi podrobna analiza samo stanovanjskih površin po mestih, mi smo to naredili, takoj najdeš prostora toliko in toliko vrtov. In moram reči, da je zelo zanimivo, ko smo tudi anketirali ljudi, med ljudmi je zelo veliko popraševanje po tem in z dneva v dan je zavedanje, kaj pomeni in kakšna je hrana, je zdrava, vedno iz dneva v dan je večja. Tako jaz mislim, na tem zavedanju treba dosti narediti, potem pa čisto za temi konkretnimi stvarmi. Drugo je pa ta aktivna politika, kjer se tudi s kontekstom prilagajanja na klimatske spremembe. Mi imamo pri namakanju takšen potencial, samo en izračun je treba narediti, za koliko piranskih zalivov vode iz Slovenije steče vsako leto, ne da bi jo prej skozi polje spustili. Recimo, to so številke, kjer in resnično je v tem delu paralelno, tako kot smo te ukrepe predstavili. Na eni strani se treba organizirati in mislimo, da, in to zelo smo zavestno zdaj povedali, ni stvar samo države, velika stvar je tudi založenje sistema svetovalne službe, da resnično pristopimo in organizirano vzpostavimo ta sistem, od tam naprej pridobitev teh mest direktne prodaje, od tržnic, tudi teh trgovin za lokalno predelano hrano, aktiviranje sedanje mreže založne zveze in prepričan sem, da se tukaj da v mandatu zelo veliko narediti. Če bi me vprašali leta 2007-2008, ali je to v enem mandatu realno možno, bi vam težje odgovoril, ker je bilo takrat zavedanje resnosti tega problema bistveno manjše kot je danes. Mislim pa, da je tudi nujno, da po 2 mandatih zopet Slovenska ljudska stranka prevzame ta resor. Splošno vprašanje. Hvala lepa.